Iz naših krajev. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v novi izdaji Iz vaših krajev. Tokrat vas bomo peljali v ljubljanski botanični vrt, kjer so ob 215-letnici predstavili nove tropske rastline iz Malezije. Poročali bomo tudi o vključitvi zdravstvenega doma Idrija v dispečersko službo zdravstva, kar bo izboljšalo odzivnost nujne medicinske pomoči na tem razgibanem območju. V Kočevju pripravljajo veliko prenovo šole za otroke s posebnimi potrebami, v Ljubnem pa so odprli obnovljeni del tovarne KLS, ki si po poplavi prizadeva za bolj varno prihodnost. Z vami bomo tudi v Breznu, v občini Podvelka, kjer so športno dvorano razširili z novim prizidkom, in v Radljah ob Dravi, kjer z novo destinacijsko znamko razvijajo butični turizem. Za konec pa vas bomo povabili še v Mojstrano, v planinski muzej, kjer nova razstava osvetljuje prve slovenske raziskovalce v Himalaji. K poslušanju vas vabim Alen Salihovič. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na predstavitvi letošnjih projektov Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani so sodelavci izpostavili sodelovanje z malezijskim veleposlaništvom. To jim je prineslo nove tropske rastline, s katerimi so pripravili razstavo o ajurvedskih rastlinah. Vodja vrta Jože Bovcon je pojasnil. Tako da mogoče se zdi, da smo, zelo napredovali z vsemi konvencijami, z vsem, kar lahko v svetu danes dosežemo, vendar, če bi rekel za časa Karla Zoisa, je Karl Zois lahko celo ladjo rastlin naročil in te rastline so prišle v Trst in lepo je rastline potem posadil, danes tega ni več mogoče. Tudi botanični vrtovi, ne moramo več dobiti rastlin iz narave, iz drugih delov, ker imamo pač konvencije, ki tu preprečujejo, kar je dobro. Po drugi strani je pa težava, kako priti potem do rastlin, kateri botanični vrtovi so dolžni, da jih predstavljajo, tudi te rastline tam rastejo. No, tako da v bistvu sta tle zdaj dva dobra primera volemije, ki je prišla iz Avstralije po zelo težki poti, in pa seveda rastline iz Malezije. Izmenjava rastlin med celinami je zaradi različnih konvencij vse težavnejša, zato poskušajo v vrtu navezati neposredne stike s posameznimi oddaljenimi državami za pridobitev novih zanimivih rastlinskih vrst, je dodal Bovcon. Kot je povedala sodelavka vrta Blanka Ravnjak, so letos preko malezijskega veleposlaništva v Slovenijo pripeljali več tropskih rastlin. Rastline je po dolgotrajnem postopku v Slovenijo pomagal pripeljati častni konzul Malezije Anton Papež. Bovcon je izpostavil še, da vrt mestni občini Ljubljana že več let svetuje pri vzpostavljanju zelene infrastrukture. Tako so pomagali pri ozelenitvi nadstrešnic ljubljanskih avtobusnih postajališč, na katere so zasadili kraške rastline, ki so jih sami vzgojili v vrtu. Do zdaj so ozelenili že 56 nadstrešnic. Sedaj pa veliko svetujemo za zeleno infrastrukturo, namreč to je tisti del, ki je zelo pomemben, ker mesta se nam pregrevajo, smo videli, kako je bilo še nekaj dni nazaj, ko smo praktično iskali vse povsod senco, in dejansko je treba v mestih razmišljati, kako bomo imeli čim manj, asfaltnih površin, kako bojo te površine čim bolj ozelenjene, in to je tisto, kar ima vrt znanje in tudi izkušnje, tako da zelene nadstrešnice so del, ki so zdaj sicer čisto suhe, ampak z dežjem bojo nazaj ozelenile, ker so pač na njih rastline, ki rastejo na našem krasu, so prav rastline, ki so navajene na sušo. In tako da že več kot 5 let so te nadstrešnice, 56 jih je zdaj že po mestu in predstavljajo že znaten, del internetne mreže, če bi temu tako rekli, ker je to že okrog 450 kvadratnih metrov površine, kjer so zelo različne rastlinske vrste, vse izključno avtohtone, in letos so recimo že na avtobusni postaji, na železniški avtobusni postaji že mečki z našega travnika v Rojah, ki ga imamo cvetel, pa te mečke smo sjali tam. Tako da se vidi, da rastline dobro napredujejo. Po besedah doktorske študentke na ljubljanski biotehniški fakulteti Katje Malovrh si je v prvi polovici leta botanični vrt ogledalo kar 6000 obiskovalcev. Dodala je, da so v vrtu letos potekala tudi praktično usposabljanje študentov iz Francije in Turčije.
Poleg teh neposrednih izobraževanj pa so pripravili še raziskovalne beležnice, preko katerih lahko obiskovalci sami raziskujejo in usvojijo znanje o vrtu. Vabljeni torej tudi vi v Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Dispečerska služba zdravstva, vzpostavljena na državni ravni, vendar še ne na celotnem območju Slovenije, deluje 24 ur na dan, 7 dni v letu. Je del službe nujne medicinske pomoči, sprejema klice o življenje ogrožajočih zdravstvenih stanjih in aktivira najbližje reševalno vozilo, ki ni nujno iz območja domačega zdravstvenega doma, pa tudi prve posredovalce ter po potrebi tudi helikoptersko nujno medicinsko pomoč za intervencijo na terenu v najkrajšem možnem času. Po novem, od 1. avgusta, se bo v dispečersko mrežo vključil tudi zdravstveni dom Idrija. Od takrat bodo občani v življenje ogrožajočih primerih klicali številko 112 in ne več številke urgence zdravstvenega doma. Kako bo intervencija potekala, vodja zdravstvene nege v enoti nujne medicinske pomoči v Idriji, Matic Vidmar. Ob samem klicu bo reševalno vozilo že aktivirano. Torej, medtem ko bo dispečer s klicočim pobiral podatke, bomo mi že na poti in sproti dobivali dodatne podatke o samem dohodku, poškodbi, bolezni, karkoli. Medtem ko do zdaj smo pa pač mi sprejeli klic, sprejeli vse podatke o samem dohodku, o pacientu, o posebnostih na kraju dohodka in potem šele izvozili z reševalnim vozilom. In se prav tukaj bi sigurno prihranili vsaj 2 do 3 minute, mogoče, kar je pa pri srčnem zastoju že lahko bistvena razlika za preživetje. Dodal je, da je idrijski prvi med zdravstvenimi domovi na severnem Primorskem in s tem najzahodnejši v Sloveniji, ki se vključuje v dispečersko službo zdravstva z neposredno povezavo na ljubljanski klicni center. Enota NMP zdravstvenega doma Idrija skupaj z dislocirano enoto v Cerknem in prvimi posredovalci skrbi za zagotavljanje nujne medicinske pomoči v občinah Idrija in Cerkno. Zaradi razgibanosti terena, razpršenosti prebivalstva in oddaljenosti od večjih bolnišnic je posebej pomembna čim hitrejša, kakovostna in bolj obsežna oskrba kritično bolnih in poškodovanih še pred prihodom v bolnišnico. Direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar. Bistveni cilj je, da se skrajša čas dostopa v nujnih primerih in da skupaj z sosedi tudi čim bolj poskrbimo, da sploh pride do intervencije pravočasne. To pomeni tudi to, da bomo mi občasno intervencijo izvajali v Žireh, recimo, tako kot recimo Logatec mogoče v Godoviču. Telefonska številka idrijske urgence bo sicer še vedno dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu in tudi prek te bo mogoče priti do reševalnega vozila, ampak se bo čas podaljšal do same aktivacije. Zato je pomembno, da občani od 1. avgusta naprej v nujnih primerih pokličejo na 112. Prispevek sem pripravila Petra Stopar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občina Kočevje načrtuje obnovo in razširitev osnovne šole Ljubo Šercer, v kateri se šolajo otroci s posebnimi potrebami. Kot je konec junija na seji občinskega sveta, na kateri so potrdili predinvesticijsko zasnovo projekta, povedal kočevski župan Gregor Košir, bo prenova eden večjih projektov občine v naslednjih letih. Hkrati pa bo pomenila pomemben korak k izboljšanju pogojev za osnovnošolsko šolanje otrok s posebnimi potrebami iz celotne regije. Ima zelo skromne kapacitete, govorim prostorsko, predvsem za potrebe, ki se danes v sodobnem svetu dogajajo in potrebujejo. Za približno 50 otrok, to je nek zgornji maksimum, trenutno jo oskrbuje 75 otrok, obiskuje 75 otrok in trend kaže, da bo to število še naraščalo, saj tudi število nacionalnih odločb na tem področju narašča. Zato smo pristopili k projektu razširitve in rekonstrukcije skupaj z tudi novo telovadnico, ker trenutno temu, kar oni trenutno pravijo telovadnica, je samo eno malo večji prostor.
Šola je imela v letu 2015 7 oddelkov, skupno 44 učenci, lani pa že 10 oddelkov s 75 učenci, kar pomeni, da se je število otrok v njej v zadnjih 10 letih skoraj podvojilo. Predinvesticijsko zasnovo je pripravilo podjetje Nibo. Projekt naj bi stal nekaj več kot 7 milijonov evrov, od česar bi občina Kočevje prispevala 2 milijona, 3 milijone bodo poskušali pridobiti na razpisu, ki naj bi ga konec julija objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Je pa seveda želja, da se čim bolj povežemo tudi z ostalimi občinami, ki bojo napotovali otroke v to okolje. Občine Velike Lašče, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Osilnica in Kostev naj bi tako skupno prispevale 2 milijona evrov. Pri tem Košir ne izključuje, da bodo k projektu povabili še koga. Prispevek sem pripravila Petra Stopar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Vodilni evropski proizvajalec zobatih obročev KLS Ljubno je po skoraj 2 letih obnove po uničujoči poplavi avgusta 2023 uradno odprl nov objekt z 2000 kvadratnimi metri poslovnih površin. Novi prostori vključujejo proizvodni vhod, prostore za vodenje proizvodnje, sanitarije in garderobe, učilnico, poslovno predavalnico ter več pomožnih prostorov. Povodenj je podjetju sicer povzročila za več kot 100 milijonov evrov škode. Proizvodne stroje so bili prisiljeni obnoviti, saj so bile čakalne vrste za nove predolge. Tako sedaj proizvodnja deluje nemoteno, čeprav se soočajo z zmanjšanim številom naročil, predvsem na račun nevarnosti ponovne poplave. Ustanovitelj podjetja Bogomir Strašek. To pa ni dovolj, zdaj da bi rečemo, zdaj smo pa tu, pa imamo kapacitete, zdaj nas sprašajo, kaj ste pa naredili, če bo spet poplava, da ga bomo spet preizkusili, in zahtevajo, da imamo na varni lokaciji določeno proizvodnjo. Zato 200 metrov od zdajšnjega objekta že načrtujejo novo proizvodno halo velikosti 10 tisoč kvadratnih metrov na više ležečem poplavno varnem območju. Tako morebitna ponovna povodenj ne bo ustavila dobave njihovih proizvodov, ki so nepogrešljiv del avtomobilov številnih svetovno znanih znamk. Strašek pravi, da smo dobro upravili ta popravila, imamo sicer še kar precej teh stroškov, ampak važno je, da proizvodnja deluje, da nimamo nekih večjih zastojev in da lahko dobavljamo. In ker smo se dokaj hitro, po 8 tednih smo prve kose začeli že dobavljati, sicer majhne količine, potem smo stopnjevali, se vrnilo zaupanje k našim kupcem in smo obdržali 2/3 naročil. In tu smo danes. Spomnimo, da je prekinitev v proizvodnji zobatih obročev po poplavi začasno zaustavila delo nekaterih evropskih avtomobilskih tovarn. Stroški elektrike v Sloveniji so kar 3-krat višji kot v Aziji, pravi Strašek, in celo do 20-krat višji kot na Kitajskem. To močno dviguje ceno jekla in znižuje njihovo konkurenčnost. Postali smo draga država, je poudaril in pozval k hitrejši izvedbi dolgoročnih protipoplavnih ukrepov ter nujnemu izboljšanju konkurenčnejšega poslovnega okolja. Posebno zahvalo in čestitko je podjetju izrekel tudi župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, ki je poudaril izjemno družbeno odgovornost podjetja. KLS s številnimi donacijami podpira lokalne organizacije na različnih področjih in svojim stalnim napredkom pomembno prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer. Radio Ognjišče v vašem kraju. V občini Podvelka na Štajerskem so v Breznu odprli prizidek k športni dvorani, pred kratkim pa je stekla tudi obnova kulturnega doma. Občina je naložbe v športno infrastrukturo začela lansko leto s pomočjo pridobljenih sredstev iz razpisov. Med drugim so v Breznu preplastili asfaltno igrišče in v celoti prenovili igrišče za odbojko na mivki. V prostorih športne dvorane pa so uredili nov fitnes. Prav naložba v fitnes je razlog, da so se odločili še za gradnjo manjšega prizidka k večnamenski športni dvorani pri osnovni šoli Brezno. Potrebovali so namreč dodatne prostore za hrambo opreme in vadbo, ki so jih izgubili
dobili z vzpostavitvijo fitnesa. Občina je pri financiranju 200 000 evrov vrednega prizidka polovico dobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, ostalo pa dodala sama. Medtem je od maja v teku še večja naložba v Podvelki, kjer se je občina lotila obnove kulturnega doma, ki je bil kot montažna gradnja zgrajen v 80 letih prejšnjega stoletja. Župan Miran Pušnik. Ja, to pomeni, da bo občina dobila en tak res sodobni kulturni dom, v katerem bodo lahko društva izvajala svoje vsebine, predvsem bo kulturno društvo prišlo na svoj račun, ker bo pač dvorana v celoti obnovljena. Bomo pa pridobili s to obnovo tudi prvi javni WC v občini. Saj ogromno stvari se bo dopolnilo, tako da smo res veseli. Na razpisu je občina dobila nepovratna sredstva v višini do največ 1 milijona evrov. Prenovljen objekt bo prostore nudil številnim aktivnostim in društvom. Potem bodo prostor dobile tudi podeželske žene, ranljive skupine, društvo Invalid bo imelo svoje prostore, en prostor za coworking ki bo namenjen vsem, potem bo muzejska soba, javne sanitarije bodo. Dela so v polnem teku, saj morajo biti zaključena do konca septembra, je še povedal župan Pušnik. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občina Radlje ob Dravi je leta 2011 kot ena prvih lokalnih skupnosti pri nas registrirala blagovno znamko Ratmam Radlje, ki je namenjena predvsem temu, da se z njo in radljami poistovetijo občani. Ob tem pa so s to blagovno znamko v skupno vizualno podobo doslej povezali številna društva, organizacije, zavode in dejavnosti, ki se dogajajo v občini. Letos so se odločili za nekakšno nadgradnjo. Ugotovili so namreč, da dosedanji napori za razvoj turizma niso bili najbolj pravilni. Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi se je zato skupaj z občino odločil poiskati nove komunikacijske načine in pristopiti k razvoju turistične destinacijske blagovne znamke, namenjene turistom, ki so jo razvili skupaj z ekipo družbe Inovativ. Obiskovalce v Radlje zdaj vabijo z osnovnim sporočilom Pridi v Radlje, res je lepo in izpeljanimi različicami. Konec maja je zaživela tudi nova spletna stran visitradlje.com. Ratmam Radlje je cilj blagovne znamke, da se ljudje, občani poistovetijo s krajem. V novi blagovni znamki destinacijski, se pravi Radlje, res je lepo, pa mi tukaj dejansko nagovarjamo turiste v več jezikih, marketinško, s sodobnimi pristopi in zato tudi smo to razvili predvsem z namenom, da začnemo razvijati turizem po nekih strokovnih načelih, tako kot pač je to potrebno. Saj, če pogledamo destinacije, imajo vse neke podobne pristope. Je povedal direktor omenjenega zavoda Gregor Likar in dodal, da so določili 2 stebra, ki ju bodo v razvoju turizma krepili. Prvi steber je kultura, drugi steber pa je aktivno preživljanje prostega časa. Zdaj pri kulturi seveda govorimo o našem muzeju oziroma dvorcu, ki se obnavlja in bo postal sodobno medijsko digitalno središče, po moji oceni in ceni stroke tudi eno izmed bolj prepoznavnih v širši regiji, ter seveda dom gozdne kulture, Pahrnikovi gozdovi in trajnostno upravljanje z naravo oziroma z gozdovi. Aktivno preživljanje prostega časa pa imamo reko Dravo in biološki bazen kot vodne športe, kot fokus ter kolesarjenje. Tu pa govorimo o 2 ključnih elementih, Dravska kolesarska pot in vodene kolesarske ture oziroma označene kolesarske ture po Pohorju in Kozjaku. Ob tem pa Likar poudarja, da si v Radljah želijo razvijati butični turizem, ne masovnega, da bodo turisti lahko sobivali z občani in obratno. Za zdaj so številke o turističnem obisku Radelj bolj skromne. Lani so našteli malo več kot 2800 prihodov turistov, od tega več kot 1700 tujih in največ v juliju in avgustu. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je na ogled razstava o organiziranem slovenskem raziskovanju Himalaje, ki se je skupaj s prvimi jugoslovanskimi alpinističnimi odpravami v Himalaju začelo leta 1960. Nova občasna razstava nosi naslov Znanstveniki ob vrvi, prvi slovenski raziskovalci v Himalaji. Raziskovanje najvišjega in enega najbolj skrivnostnih gorskih območij sveta ima bogato zgodovino. Prvi Evropejci so Himalajo prečkali že v 17. stoletju. Sistematična raziskovanja pa so se začela v 19. stoletju z britanskimi topografi, ki so določili višine in imena največjih vrhov, so pojasnili v Slovenskem planinskem muzeju. Sprva je bilo raziskovanje povezano z vojaško strategijo in kolonialnim nadzorom, hitro pa je postalo tudi športni izziv oziroma tekma za osvajanje najvišjih vrhov sveta. Ob tem se je Himalaja postopoma začela odpirati tudi kot znanstveni laboratorij. Poleg alpinistov je privlačila kartografe, geologe, botanike pa tudi zdravnike. Organizirano slovensko raziskovanje Himalaje se je začelo leta 1960, ko je bila del jugoslovanskega alpinizma izpeljana prva himalajska alpinistična odprava. V teh odpravah so poleg vrhunskih plezalcev sodelovali tudi znanstveniki, ki so raziskovali naravo, ljudi in vplive življenja v ekstremnih razmerah. Razstava v Slovenskem planinskem muzeju predstavlja njihove zemljevide, predmete in opažanja ter razkriva Himalajo kot prostor, kjer se prepletajo znanost, alpinizem in radovednost. Razstava je nastala kot rezultat študentskega projekta Identifikacija in vizualizacija slovenskih raziskovalcev na himalajskih odpravah Naravoslovno-tehniške fakultete, Filozofske fakultete in Slovenskega planinskega muzeja. In s tem povabilom v Slovenski planinski muzej smo tudi sklenili današnjo oddajo iz naših krajev. Če se tudi pri vas dogaja kaj zanimivega, nam to le sporočite na naslov desk@ognistce.si. Alen Salihovič, ki sem oddajo uredil, vam želim lep in pa prijeten dan. Poslušali ste oddajo iz naših krajev.